Moj današnji prispevek je, kot ste napovedali, predstavitev slovenske sodne prakse v zvezi z obravnavano uredbo. In kot ste že sami povedali, je bila uredba posodobljena oziroma spremenjena, ker je bila najprej ugotovljeno, da je bila premalo uporabljena. In ob prvem pogledu na slovensko sodno prakso bi lahko rekli, da je temu res tako, saj je razviden porast primerov v zadnjih letih. Ob predstavitvi primerov bom poskusila izpostaviti relevantne dele sodb, medtem ko bodo določeni izseki tudi izpisani. Predstavitev pa seveda zajema tako primere, kjer slovensko sodišče izdaja evropski plačilni nalog, kot primere, kjer ga izvršuje. Se pravi, če gremo kar na primere. Prvi se dotika vprašanja vročitve. In sicer gre za sklep Višjega sodišča v Ljubljani, Rimska 1 CPG 850/2015 iz dne 12. avgusta 2015. V tem primeru je slovensko sodišče izdalo evropski plačilni nalog in ga po mednarodni pravni pomoči vročilo v Romunijo. Se pravi, je uporabilo tole vročitveno uredbo. Tožena stranka je potem na podlagi 42. člena ZIS v povezavi z 18. členom uredbe podala predlog za razveljavitev potrdila pravnomočnosti in izvršljivosti evropskega plačilnega naloga, in sicer na podlagi A točke prvega odstavka 20. člena uredbe. Tu gre za za tole ponovno preučitev v izrednih razmerah, kot je predhodnica predstavila. In sicer je zatrjevala, da ji evropski plačilni nalog ni bil vročen, saj je bil skladno s predlogom tožeče stranke posredovan naslov objekt, na katerem pa ne posluje že od leta 2012. Ker je prvostopenjsko sodišče za predlog zavrnilo, se je pritožila. Sodišče pa je na podlagi prevoda obvestila o izvršitvi zaprosila romunskega sodišča pravilno ugotovilo, da je bil toženi stranki obravnavani evropski plačilni nalog vročen na naslovu. Prav tako pa je razvidno, da je bila vročitev opravljena zastopniku tožene stranke, kar pomeni, da je šlo za osebno vročitev po 13. členu. Medtem ko je točka A prvega odstavka 20. člena pa dopušča le po 14. členu, se pravi, če je bila nadomestna vročitev, ne pa osebna. Zato je pritožbene navedbe je potem je sodišče potem je pač ugotovilo, da so bile neutemeljene. Ravno iz razloga, kot sem ravno povedala, se pravi, ker je razlog za tole ponovno preučitev je lahko le problem z nadomestno vročitvijo in razlog, da stranka ni imela možnosti pripraviti obrambe. Tožena stranka je potem še nadalje poskušala z navedbami o neresničnih podatkih, kajti to je pa drugi razlog za tole ponovno preučitev po 20. členu. V tem primeru pa je sodišče potem pojasnilo, da je sicer res naveden napačen sedež tožene stranke, vendar pa, ker je na podlagi evropskega plačilnega naloga kljub temu moč ugotoviti, na katero pravno osebo se nanaša, saj so navedeni njena točna firma, identifikacijska oznaka in prejšnji sedež, je pravilno ugotovilo, da navedba napačnega sedeža ne predstavlja izjemne okoliščine, kot zahteva uredba. In v drugem primeru, kjer je zatrjevala, da je prišlo do napake oziroma neresnične navedbe, ker bi se naj napačno označil sedež stranke, da je na Portugalskem namesto v Romuniji, je sodišče prav tako ugotovilo, da temu ne more slediti, ker iz celotnega postopka je seveda jasno, da gre za toženo stranko iz Portugalske.
Naslednji primer je ponovno sklep Višjega sodišča v Ljubljani, Rimska 1 IP 2435/2015, z dne 2.9.2015, kjer je spet vprašanje glede pravnega sredstva. V obravnavanem primeru je sodišče prve stopnje na predlog upnika zoper dolžnika dovolilo predlagano izvršbo in potrdilo v vidmu, se pravi iz Italije. Dolžnik je zoper sklep o izvršbi ugovarjal, sodišče prve stopnje pa je z izpodbijanim sklepom njegov ugovor zavrnilo kot neutemeljen, kar se je pritožil. Sodišče je najprej navedlo, da je pravnomočen izvršljiv evropski plačilni nalog izvršilni naslov, zato kršitev, kar se čez pravi njegove izdaje, ni mogoče uveljavljati v izvršilnem postopku, ki je namenjen zgolj njegovi izvršitvi. A tudi vi slišite? Ja, verjetno ima nekdo vklopljen mikrofon. Ja, ker prav. Se pravi, sodišče se pravi je navedlo, da postopke do izdaje, njegove izdaje pač ni mogoče uveljavljati v izvršilnem postopku, ki je namenjen zgolj njegovi izvršitvi. Da te kršitve lahko dolžnik uveljavlja s posebnim pravnim sredstvom ponovne preučitve, se pravi, kot smo rekli, po 20. členu, če so za to izpolnjeni pogoji iz uredbe oziroma z ustreznimi pravnimi sredstvi po nacionalnem pravu države, ki je pač evropski plačilni nalog izdala. Se pravi, mora iti na sodišče izvora. Vse dokler pa plačilni nalog kot izvršilni naslov ni pravnomočno odpravljen in tako naprej, ne velja načelo formalne legalitete. Sodišče je dalo, da vročanje evropskega plačilnega naloga je ne glede na zaprošeno sodišče, ki pri tem sodeluje, procesno dejanje v postopku njegove izdaje. Zato stranka morebitnih nepravilnosti v zvezi s tem, tudi v primeru, ko je na to izvršitev pristojno isto sodišče, v postopku izvršitve evropskega plačilnega naloga ne more več uveljavljati. Sodišče je še pojasnilo, da pojem izrednih okoliščin, ki upravičujejo prekinitev izvršilnega postopka, predstavlja pravni standard, ki jim evropski zakonodajalec določil le okvir, določitev natančnejše vsebine pa je prepustil tistemu, ki ga uporablja. Glede na to, da evropske sodne prakse, ki bi ta pravni standard zapolnila z morebitno avtonomno razlago, še ni, mogoče pa bo, to bomo slišali prej, ni upoštevajoč, da brez poseganja v določbe uredbe, postopek izvršbe na podlagi evropskega plačilnega naloga ureja pravo države članice izvršbe. Sodišče prve stopnje s tem, ko je pri presoji obstoja izjemnih okoliščin se ukvarjalo na analogno uporabo kriterijev, ki jih je nacionalna sodna praksa oblikovala za presojo obstoja pogojev za odlog izvršbe, po presoji višjega sodišča določbe 23. člena uredbe ni kršilo. Če gremo naprej, gre primer višjega sodišča v Mariboru, sklep Rimska 1 IP 622/2015, dne 24. septembra 2015, kjer gre za vprašanje izvršbe. Upnik je izterjeval terjatev na podlagi evropskega plačilnega naloga, iz katerega pa ni izhajala takšna obveznost, kot jo je terjal upnik. Upnik je namreč izterjeval več zneskov, ki so presegali znesek v evropskem plačilnem nalogu. Dolžnica je zaradi neskladnosti ugovarjala, sodišče je zavrnilo in se je pritožila. Se pravi, upnik je v bistvu zaterjeval še, bil je naveden konkreten znesek na evropskem plačilnem nalogu, pa je izterjeval še nekaj dodatno. Pritožbeno sodišče je izhajalo z 19. člena uredbe in iz 21. člena uredbe in je zaključilo evropski plačilni nalog, da je evropski plačilni nalog zato treba obravnavati kot izvršilni naslov v smislu določb 17. in 21. člena ZIZ-a. V skladu s procesno-pravno in materialno-pravno vsebino določbe 17. člena ZIZ je izvršbo mogoče dovoliti in opraviti le v obsegu, ki izhaja iz izvršilnega naslova, se pravi v tem primeru evropskega plačilnega naloga s potrdilom izvršljivosti. Na obstoj in primernost izvršilnega naslova za dovolitev izvršbe pa sodišče pazi po uradni dolžnosti, tudi če ugovor v tej smeri ne bi bil obrazložen.
Upniku namreč gre procesno varstvo šele, ko je jasno, da ima njegov predlog za sodno varstvo glede prisilne izvršbe podlago v izvršilnem naslovu. Sodišče je reklo, da preizkus skladnosti po prvem odstavku 17. člena ZIS v izvršilnem naslovu mora izpolnjevati tudi pogoje primernosti 21. člena ZIS. In ker je sodišče prve stopnje opustilo preizkus skladnosti izvršilnega predloga z izvršilnim naslovom, ni ugotavljalo pravno pomembnih in tudi sicer ugovorno spornih dejstev glede izterjevanih denarnih obveznosti, je odločitev o zavrnitvi ugovora dolžnice zmotna. S tem je pritožnica s pritožbo uspela in sodišče izpodbijani sklep razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje nov postopek. Naslednji primer je primer Višjega sodišča v Ljubljani, sklep Rimska 2 IP 3702/2015 z dne 25. november 2015, kjer gre za vprašanje pristojnosti nasprotne izvršbe. V tej zadevi je dolžnik po nasprotni izvršbi predlagal izvršbo na podlagi izvršljivega evropskega plačilnega naloga Okrajnega sodišča za trgovske zadeve Dunaj. Med postopkom je dolžnik, upnik po nasprotni izvršbi, dosegel preklic potrdila o izvršljivosti evropskega plačilnega naloga, kar pomeni, da pogoji za izvršbo niso več bili podani. Zato je sodišče prve stopnje izvršbo ustavilo in razveljavilo opravljena izvršilna dejanja. Povedano pomeni, da do takrat v izvršbi izvedeno poplačilo v znesku določenem, ki med strankami ni sporno, ni imelo več pravne podlage, izpolnjeni pa so bili pogoji za nasprotno izvršbo, kot je pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje. Sodišče je menilo, da je postopek nasprotne izvršbe funkcionalno neposredno vezan na izvršilni postopek pričet s predlogom za izvršbo oziroma na tisto njegovo fazo, ki sledi dovolitvi izvršbe na opravo izvršbe. Zato je lahko pristojno za odločanje utemeljenosti predloga za nasprotno izvršbo le tisto sodišče, ki je odločilo o predlogu za izvršbo. Uredba Sveta Bruselj 1 sicer res izvzema stečajne postopke in tožbene zahtevke, ki so povezani s stečajnimi postopki, vendar to v obravnavanem primeru ne velja. Do neupravičene obogatitve je prišlo v izvršilnem postopku, v času, ko je bil dolžnik po nasprotni izvršbi že v stečajnem postopku. V stečajnem postopku je bil že ob vložitvi predloga za izvršbo. Zato se za določitev pristojnosti sodišča v obravnavani zadevi uporabljajo določbe uredbe Bruselj 1. Naslednji primer je primer Višjega sodišča v Kopru, sklep Rimska 2 IP 393/2016 dne 18. novembra 2016. Tukaj je vprašanje, kaj je bilo oziroma kako pravilno predložiti zadeve. Upnik je ob predložitvi predloga za izvršbo predložil le evropski plačilni nalog na standardnem obrazcu E, ne pa tudi vlogo za evropski plačilni nalog, ki vsebuje rubriko zakonskih zamudnih obresti, niti ni navajal, da je v vlogi za izdajo evropskega plačilnega naloga sploh zahteval tudi plačilo zakonskih zamudnih obresti od glavnice, obresti in stroškov. Sodišče prve stopnje je pravilno zaključilo, da se na predlog upnika dovoljuje zoper dolžnika izvršba zaradi izterjave glavnice, obresti in stroškov postopka kot predmet obveznosti, kot izhaja iz predloženega izvršilnega naslova ter izvršilnih stroškov. Zavrnilo pa je predlog za izvršbo v delu, v katerem je upnik predlagal izvršbo tudi zaradi izterjave zakonskih zamudnih obresti od glavnice, obresti in stroškov. Ta obveznost namreč iz predloženega izvršilnega naslova ne izhaja. Sodišče je reklo, da evropski plačilni nalog izdan na standardnem obrazcu E ne vsebuje rubrike na zahtevek iz naslova zakonskih zamudnih obresti, pri čemer pa to rubriko vsebuje vloga za evropski plačilni nalog, predložena na standardnem obrazcu A, kot je določeno v predlogu 1 same uredbe. Ravno zaradi tega se evropski plačilni nalog izdan na standardnem obrazcu E izda skupaj s kopijo obrazca za vlogo, predloženo na standardnem obrazcu A, kot to predpisuje 2. točka 12. člena uredbe. Tukaj se zdaj potem vidi vloga teh standardiziranih obrazcev in kako pomembno je poznavanje, kaj želimo doseči.
Naslednji primer je primer Višjega sodišča v Ljubljani, sklep Rimska 1, CPG 102/2018 z dne 6.3.2018. Tukaj gre v bistvu tukaj sodišče lepo loči med postopkom po uredbi in postopkom po rednem civilnem postopku, se pravi po pravilih rednega postopka. Primer je bil sledeč. Tožeča stranka je s toženo stranko sklenila pogodbo o upravljanju prevajalskih storitev. Ker tožeča stranka menila, da tožena stranka ni izpolnila svojih pogodbenih obveznosti, je predlagala izdajo EPN zoper toženo stranko zaradi plačila skupaj s pripadajočimi obrestmi in stroški. Okrožno sodišče je ta nalog tudi izdalo. To pa je tožena stranka zoper izdan EPN pravočasno vložila ugovor na tipiziranem obrazcu F skupaj z dopisom, v katerem je sodišče obvestila, da je za zastopanje pooblastila odvetnika, ter da je zahtevek tožeče stranke neutemeljen tako po temelju kot po višini, se pravi z dopisom. Sodišče je postopek nadaljevalo po pravilih običajnega pravdnega postopka in tožečo stranko pozvala na dopolnitev tožbe, kar je slednja tudi storila. Da to je tožena stranka vložila odgovor na tožbo, v njem pa podala ugovor nepristojnosti slovenskega sodišča, ker da je potrebno osebe s sedežem v državi članici tožiti pred sodišče te države članice, konkretno torej na Češkem. Poudarila je, da sta pristojnost sodišča v Pragi pravni stranki tudi pogodbeno dogovorili. Sodišče prve stopnje je ocenilo, da je bil takšen ugovor tožene stranke prepozen in ga kot takega ni upoštevalo. Po oceni sodišča prve stopnje bi morala tožena stranka mednarodni pristojnosti sodišča ugovarjati najkasneje takrat, ko je opravila prvo dejanje v postopku, torej že v ugovoru zoper evropski plačilni nalog. Ker tega ni storila, se je spustila v postopek in s tem molče privolila v pristojnost slovenskega sodišča skladno s 26. členom uredbe Bruselj 1 prenovljeno. Pripomnilo je še, da glede prehoda postopka za izdajo evropskega plačilnega naloga na redni pravni postopek, uredba v drugem odstavku 17. člena napotuje na domačo pravo in da tudi po določbi 438. člena ZPP toženec lahko ugovarja krajevne pristojnosti najkasneje v ugovoru zoper plačilni nalog. Pritožbeno sodišče pa je rekla, v evropskem plačilnem nalogu se toženo stranko pouči o možnosti, da tožeči stranki plača znesek iz naloga ali da v roku 30 dni po dnevu, ko je nalog vročen, pošlje ugovor na sodišče izvora. Da to stori na standardnem obrazcu F in da tožena stranka v ugovoru zgolj izjavi, da ugovarja zahtevku brez navedbe razlogov za ugovor. Če se ugovor vloži v roku, se postopek nadaljuje pred pristojnimi sodišči države članice izvora v skladu s pravili običajnega rednega civilnega postopka, razen če je tožeča stranka izrecno zahtevala, da se postopek v takem primeru zaključi. Ugovora zoper evropski plačilni nalog, s katerim se ne ugovarja pristojnosti sodišč države članice izvora in ki ne vsebuje razlogov, ki se nanašajo na glavno stvar, ni mogoče šteti za spustitev v postopek v smislu člena 24 uredbe Bruselj 1. Tudi ni mogoče šteti, da se je v obravnavani zadevi tožena stranka spustila v postopek v smislu 24. člena uredbe Bruselj 1 oziroma 26. člena uredbe Bruselj 1 prenovljeno, ker je v dopisu, ki ga je vložila skupaj z ugovorom, navedla razloge, ki se nanašajo na glavno stvar. Se pravi, kot je že predhodnica povedala, v ugovoru na evropski plačilni nalog, ki je v bistvu dovolj, da je res samo ugovor brez obrazložitve, tukaj ni bilo mogoče upoštevati torej nepristojnosti. So pa še eni podobni primeri, ampak mislim, da bo potem kolegica še v praksi sodišča v Luksemburgu še bolj obrazložila ta primer, tako da bi tukaj ostala na tem. Naslednji primer je spet primer Višjega sodišča v Ljubljani, sklep Rimska 2 CPG 693/2018, z dne 26. september 2018, kjer se gre
ker je vprašanje ocena stroškov ugovora zoper evropski plačilni nalog. Se pravi, upnik je predlagal izvršbo na podlagi evropskega plačilnega naloga, na kar je tožena stranka ugovarjala. In to je sodišče tožbo nepristojno sodišče s sklepom zavrglo ter odločilo o stroških pravnega postopka po pravilu uspeha pravnih strank. Sledila je pritožba in tožena stranka je priglasila stroške odvetnika brez pojasnil, po kakšnih merilih je odvetnik ovrednotil sestavo ugovora zoper evropski plačilni nalog. Pritožbeno sodišče je potem potrdilo oceno prvostopenjskega, da se stroški za ugovor zoper evropski plačilni nalog priznajo po tarifni številki 39/4 odvetniške tarife. Ugovor je bil vložen na obrazcu, ki ne vsebuje posebne obrazložitve. Obrazec pa je bil toženi stranki vročen skupaj z izdanim evropskim plačilnim nalogom. Tudi tretja točka 16. člena uredbe predvideva, da se v ugovoru izjavi le, da se zahtevku ugovarja, brez navedbe razlogov za ugovor. To pa pomeni, da ta storitev ni obsežna in strokovno zahtevna, zato je lahko primerljiva s sestavo kratkega dopisa. Naslednji primer je primer Višjega sodišča v Mariboru. Sklep rimska 1 CPG 232/2017 z dne 26.10.2018. Tožnica kot upnica je z vlogo zahtevala izdajo evropskega plačilnega naloga. Sodišče ga je izdalo in zoper srednjega toženka po pooblaščencu vložila pravočasen ugovor, zaradi česar se postopek nadaljuje v skladu s pravili običajnega civilnega postopka. Sodišče prve stopnje je tožnico pozvalo na dopolnitev tožbe, na katero je opirala, in upoštevanje dejstva, da je vloga za izdajo evropskega plačilnega naloga ne vsebuje vsega, kar je v smislu prvega odstavka 108. člena potrebno. Tožnica je pozivu sledila z vložitvijo prve pripravljene vloge, se pravi, da je dopolnila tožbo, in poslali toženki v odgovor s pozivom, naj na tožbo odgovori in s pravnim poukom glede posledične vložitve oziroma nepravočasne vložitve odgovora. Ker toženka to danem roku odgovora ni podala, je sodišče prve stopnje izdalo zamudno sodbo, ker je presodilo, da so za njeno izdajo izpolnjeni pogoji iz 318. člena ZPP. Pritožbeno sodišče pa meni, da je toženka zoper izdani evropski plačilni nalog vložila pravočasen ugovor, s čimer je aktivno nasprotovala zahtevku. Takšna njena procesna aktivnost je po oceni pritožbenega sodišča privedla do vzpostavitve kontradiktornega postopka, v okviru katerega pa izdaja zamudne sodbe več ni dopustna. Sodišče je še pojasnilo, da procesno gledano je postopek izdaje evropskega plačilnega naloga primerljiv s postopkom, ki se začne v izvršilnem postopku na podlagi verodostojne listine, ki se na podlagi ugovora dolžnika nato nadaljuje v rednem postopku po določbah ZPP, zaradi česar je po oceni pritožbenega sodišča potrebno nadaljevanje postopka pogovor v obeh postopkih voditi enako. Sodna praksa je že zavzela stališče, da je institut zamudne sodbe, glede na pogoje, ki jih mora izpolnjevati, uporabljiv le v rednem pravnem postopku, ki se začne s tožbo, ne pa tudi v postopku, ki se nadaljuje po razveljavitvi sklepa o izvršitvi v dovolitvenem delu. Zamudna sodba namreč temelji na domnevi, da toženka v posledici njene pasivnosti v postopku celoti priznava tožbene trditve, se pravi, gre za načelo afirmativne ali kontestacije. Prvi pogoj za izdajo zamudne sodbe je namreč dejstvo, da toženka na tožbo ne odgovori. Ker pa je toženka pravočasno ugovarjala, takšna njena procesna aktivnost pa je po oceni pritožbenega sodišča privedla sploh do vzpostavitve kontradiktornega postopka, v okviru katerega pa izdaja zamudne sodbe več ni dopustna. Zaradi navedenega sodišče prve stopnje procesne aktivnosti toženke oziroma njene nepravočasne aktivnosti ne bi smelo presojati v luči določb 318. člena ZPP. Naslednji primer je primer Višjega sodišča v Kopru, sklep rimska 1 CPG 250/2018 z dne 23. januarja 2019. V tem primeru je slovensko sodišče izdalo evropski plačilni nalog in ga je nato razveljavilo. Ugovor zoper plačilni nalog, ki je bil namreč vložen pravočasno in v dobri veri pri italijanskem sodišču. Zoper sklep se je pritožila tožeča stranka, ugovor zoper evropski plačilni nalog se vloži pri sodišču izvora
To je v sodišču, ki je Evropski plačilni nalog izdalo, se pravi, da bi moralo biti v slovenskem sodišču. Nadalje je rekla, da uredba ureja pravno sredstvo zoper izdan Evropski plačilni nalog in sicer dopustno samo eno pravno sredstvo. To zahteva za ponovno plačitev na podlagi 20. člena uredbe. In tako v bistvu za ugoditev predlogu za razveljavitev klauzule izvršljivosti in pravnomočnosti po določbah zakona, se pravi po ZIZ-u, zato sodišče prvostopnje ni imelo nobene podlage. Nacionalno pravo se uporablja le v primeru, da posamezno vprašanje v uredbi o uvedbi postopka za Evropski plačilni nalog ni posebej urejeno. Sodišče Evropske unije je v zadevah, se pravi C119/13 in C120/13 sicer odločilo, da je v situaciji, ko v konkretnih okoliščinah ne gre za položaje iz 20. člena uredbe, treba dopustiti tudi pravna sredstva po nacionalnem pravu. Se pravi, v predmetni zadevi bi lahko situacija, ko je bil ugovor pomotoma vložen pri nepristojnem sodišču. Vendar pritožnik pravilno opozarja, da je sodišče prve stopnje v zadevi napačno uporabilo določbo 10. odstavka 112. člena ZPP, ker je toženca zastopal odvetnik. In ker ne gre za tožbo, bi lahko šteli dan vložitve ugovora na nepristojnem sodišču kot dan vložitve ugovora le v primeru, da je šlo za očitno pomoto vložnika, to je pooblaščenca tožene stranke. Sodišče je reklo, da glede na jasen pravni pouk v Evropskem plačilnem nalogu o očitni pomoti ni mogoče govoriti. Pritožbeno sodišče zato ugotavlja, da se za dan vložitve ugovora lahko šteje le dan, ko je pisanje prispelo k pristojnemu sodišču. Pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek, kjer bo predlog moralo obravnavati z vidika določb 20. člena uredbe. Drži sicer, da je tožena stranka svojo vlogo napačno imenovala in se tudi sklicevala na napačno procesno pravno podlago, vendar je v predlogu navedla ustrezna dejstva, ki omogočajo presojo po prvem odstavku 20. člena uredbe, se pravi po ponovni preučitvi. To bi pa še opozorila mogoče na sklep Vrhovnega sodišča, ki se pa nanaša na vprašanje od republik, kot je profesor Rijavec izpostavila v uvodnem predavanju. In sicer gre za vprašanje javnega reda, skladnosti z javnim redom Slovenije v zvezi s pravnim poukom. Gre pa za sklep Vrhovnega sodišča CPG 2/2008 z dne 5. oktober 2010. In sicer situacija bila sledeča: nasprotni udeleženec je prejel plačilni nalog italijanskega sodišča, ki je bil izdan na predlog predlagatelja. Zoper plačilni nalog je nasprotni udeleženec pri italijanskem sodišču vložil pritožbo, ugovor, ki pa ni bila upoštevana, ker naj ne bi bila vložena pravilno. O tem je nasprotni udeleženec prejel obvestilo italijanskega sodišča. Predlagatelj se je kljub drugi možnosti, spravi, lahko bi tudi, kot je povedala kolegica, te možnosti so vse alternativne in bi lahko vložil tudi možnost brez eksekvature, ampak on se je odločil predlagati priznanje tuje sodne odločbe po Bruselj 1 in okrožno sodišče njegovemu predlogu ugodilo in izdalo sklep o priznanju. Ugovor nasprotnega udeleženca zoper sklep o priznanju plačilnega naloga je okrožno sodišče zavrnilo s sklepom. Navedeni sklep nasprotni udeleženec pa sedaj izpodbija. Nasprotni udeleženec je s povratnico izkazal, da je pri italijanskem sodišču pravočasno vložil pritožbo zoper plačilni nalog, ki pa ni bila upoštevana. Z neformalnim dopisom mu je sodišče pojasnilo, da pritožba ni bila pravilno vložena, ni je vložil ustrezni pooblaščenec in ni bila vložena v skladu s členoma 645 in 638 zakona o civilnem postopku italijanskega, seveda, kot izhaja iz plačilnega naloga italijanskega sodišča, ki je bil vročen nasprotnemu udeležencu. V njem ni bilo pouka o tem, kako je treba vložiti pritožbo, ampak je bil naveden le rok vložitve pravnega sredstva brez napotila na kakršnekoli zakonske določbe. Prav tako ni mogoče šteti, da je imel toženec učinkovito možnost za izpodbijanje plačilnega naloga, ki mu je bil vročen brez ustreznega pravnega pouka. Dokument o začetku postopka mora biti v skladu z drugo točko 34. člena uredbe Bruselj 1 tožencu ne le vročen, temveč mora biti tudi njegova vsebina takšna, da daje tožencu dovolj možnosti za pripravo obrambe.
Tožencu morajo biti zagotovljene vsaj minimalne informacije o tem, kako naj vloži pravno sredstvo. Tudi za izdajo potrdila iz priloge 1 uredbe, se pravi te naše o Evropskem plačilnem nalogu, ki predstavlja Evropski izvršilni naslov, na podlagi določbe uredb mora biti izpolnjene določene predpostavke. V 17. členu uredbe 805/2004, se pravi izvršilnem naslovu, je določeno, katere informacije o postopkovnih korakih, ki so potrebni za ugovarjanje zahtevkov, morajo biti posredovane dolžniku. Poleg roka za vložitev pravnega sredstva mora biti navedeno tudi ime in naslov institucije, na katero je potrebno nasloviti odgovor, in ali je potrebno, da ga zastopa odvetnik. V konkretnem primeru pravni pouk na plačilnem nalogu teh informacij ni vseboval, čeprav iz potrdila italijanskega sodišča izhaja drugače. Vrhovno sodišče potem je reklo, da v specifični čezmejni situaciji je ureditev, po kateri dolžnika iz tuje države, zoper katerega je vložen predlog za izdajo plačilnega naloga, ni treba poučiti o načinu vložitve pravnega sredstva, pri čemer se nepravilno vloženo pravno sredstvo ne upošteva in se na plačilnem nalogu neposredno potrdi izvršljivost, da takšna ureditev je v nasprotju s slovenskim javnim redom. Ni mogoče namreč šteti, da je imel toženec učinkovito možnost za izpodbijanje plačilnega naloga, ki mu je bil vročen brez ustreznega pravnega pouka. Tukaj bi jaz predstavitvijo zaključila. Namreč sodna praksa sicer je še v nastajanju in je še nekaj, vendar je pa ni na pretek. Pričakujemo pa seveda, da v prihodnosti bo do tega še prišlo. Zato se vam zaenkrat zahvaljujem za pozornost. Bo pa verjetno še možnost za kakšno vprašanje kasneje. Hvala lepa.